Zgodba po evropskih sredah je vedno podobna z enim vprašanjem v spredju, kakšne posledice je pustil vmesni spektakel. Po dvoboju s Sportingom je bila naslednja postaja Bonifika in odziv je pokazal, da je namen pri preklapljanju znova uspel, tako da je treba takoj izpostaviti najtrenutke. Soboto v Kopru bomo pomnili po 3 velikih potezah za 3 točke. Najprej po izjemnem golu Derviševića, potem po ubranjenju enajstmetrovki Handanovića, in na koncu gol odločitve Tavaresa za pomembno zmago in za nov dodatek samozavesti. Pojdimo po vrsti. Ekipa je odpotovala na obalo dan prej z nekaj težavami. Ob naprej predvideni odsotnosti Šulerja in Filipovića je izven moštva zaradi bolečin v kolenu ostal tudi Salalih. Prvo akcijo so med zanimivim sobotnim popodnevom uprizorili gostitelji. Štromajer je v kazenskem prostoru podal do Žiberta, ki je skušal usmeriti žogo v nasprotni kot, pot pa je končala ob vratnici. Prav vratnica je bila koprska zaveznica ob prvem resnejšem mariborskem napadu. Po daljši akciji je Mejač po tleh podal sredino do Ibrahimija, ki je spretno ciljal nasprotni kot, žogi pa je pot v mrežo preprečila vratnica. In ob prevzemu pobude ekipa v vijoličastem takoj do novega zaključka. Tokrat v glavni vlogi Bohar, žoga je zadela zunanji del mreže. Ko ni končala v domači, je v gostujoči mreži. Štromajer je dobil zračni dvoboj na robu kazenskega prostora, podal do Palčiča, sledila je takojšnja podaja v sredino do Žiberta, ki je spravil žogo v mrežo in poskrbel za veselje med koprskimi navijači. Toda samozavest, prepričanje v lastne sposobnosti sta na visoki ravni in nobeni vmesni dogodki ne vplivajo na zbranost ekipe. Že po 8 minutah izenačenje. S potezo za nogometne sladokusce Eurogol za izenačenje. Halilović je s prekrškom ustavil Bitona, prosti strel skoraj 30 metrov pa je z mojstrsko potezo v zadetek spremenil Dervišević, mojstrovina, ki si jo velja ogledati vsaj še dvakrat. Dobra pozicija je bila s Zagimom tam pri žogi, zdaj menila sva se, smo rekel, če lahko, jaz rekel, ajde, može, probaj, ne, zadev, hvala Bog, izenačen, tako da po dolgem času spet zadetek, reč, skoraj 1 let je že menilo tega. Sodniki so v razborljivi končnici označili minuto dodatka, pred odhodom na odmor je ostalo dovolj časa, da so Koprčani izvajali kot. Podal je Štulac, Palčič prišel do udarca z glavo, žoga pa je zadela prečko. Ob za njih neprijetnem razpletu prvega polčasa se gostiteljem v nadaljevanju tekme dolgo ni šlo, da bi ogrozili gol. Obetavnejšo situacijo so si pripravili, ko je prosti strel izvajal Štulac, Gregorič skušal preusmeriti žogo z glavo, toda Handanović se je dobro odzval. Potem pa redko videni prizori kot najlepša reklama za slovensko ligo. Prava drama s prav posebnimi dejanji. Začelo se je z kazenskim strelom za Koper. Ob predložku v kazenski prostor je v dvoboju s Štromajerjem Rajčevića žoga zadela v roko. Ni šlo za namero, sodnik pa je pokazal na belo točko in ob tem poslal Rajčevića z igrišča z drugim rumenim kartonom. Po strogi odločitvi je vlogo izvajalca enajstmetrovke prevzel Ivetić, nameril v levi kot, vendar je proti žogi poletel Handanović in ubranil njegov poskus. Gole se ne šteje, dokler ga ne dajo, tako da še zmer smo imeli 1-1, to je bilo v glavi, ampak enostavno se pozna ekipna forma, ki se vidi, da se ne zapustimo, da enostavno glave ostanejo trezne kljub zaostanku in kljub dogodkom na igrišču. Izključitev ubranjena enajstmetrovka in potem še gol, kakšna končnica. Jasmin Handanović je z izjemno obrambo onemogočil domače nogometaše in vlil dodatno energijo soigralcem. Po odličnem posredovanju je takoj začel hitro akcijo za popoln preobrat, ko je Viler v zaključnem delu podal do Boharja, po njegovi podaji pa je Tavares, ki je 2 minuti predtem zamenjal debitanta v začetni enajsterici Bitona, z glavo dovolj močno in natančno zadel žogo, da je vratar Radošević ni uspel ujeti pred črto. Ni prišla do mreže, a je prečkala golovo črto. Zasuk iz zaključne žoge za 2-1 v 1-2 je koprskim nogometašem odvzel energijo. Izpeljali so le še zadnjo grožnost prostega strela, ko se je Štulac odločil za neposreden strel proti golu, toda Handanović je bil znova uspešnejši in zmaga ni bila ogrožena.
Ne le v Sportingu in Schalkeju, ekipa v vijoličastem še vedno najprej razmišlja o domači nalogi v državnem prvenstvu, to je spoznanje, ki največ pomeni, in napoveduje novo zanimivo tekmo že v sredo v Velenju. Izredno težko gostovanje za nas, uspešno smo ga prestali, enostavno smo delali tekmo tako, kot smo si želeli. Je res, da v takšni meri se nismo želeli zmagati, enostavno malo manj stresno. To pomeni, da bi raje zmagali, ampak enostavno, če pogledamo celotno tekmo skupaj, smo pošteno in zaslužno prišli do 3 točk.